takoj. Skoro pridemo, ne? Tako res malo do... Ne bomo pa nekaj se postavili. Jaz na svojo, same malo. A kako le, še malo se pogledaj? Živela si narodih i krepeli dočaka dan, da kuda sunce hodi, prepiri svita bu pregnan. Da roja rozbusak, ne vrakle sosed bumeja. Da roja rozbusak, ne vrakle sosed bumeja. Spoštovani gospe in gospodje, cenjeni gosti in domačini, dragi starši, koliko je staršev teh luškanih malčkov zdaj letule, lahko dvignete roko. Prosim, dajmo za začetek en aplavz učencem osnovne šole oziroma podružnične šole Ihan, ki bodo pravzaprav v veliki meri krojili današnji dogodek. In to je slovesna položitev temeljnega kamna za gradnjo prizidka podružnične šole Ihan. Ne vem, koliko poznate zgodovino šolstva na tem koncu, pa si bom vseeno dovolila povedati nekaj ključnih stavkov. Najstarejši zapis v zelo lepo urejenih župnijskih virih o ihanskem šolstvu sega v davno leto 1819. Tega leta je bilo 93 šoloobveznih otrok. Pouk so imeli le ob nedeljah. A bi bilo fajn, če bi bil pouk samo ob nedeljah? Meni se je zdel podatek zelo zanimiv. Ta pouk je potekal pod Navžarjevim kozolcem, pozneje pa v Hribarjevi hiši in starem župnišču. Prva šolska stavba je zrasla potem leta 1874 v bližini cerkve. Imela je eno učilnico in stanovanje. Prvo leto je pouk obiskovalo 80 otrok, a je hitro postalo jasno, da je prostora premalo. V naslednjih letih se je pouk selil na različne lokacije, tudi vojna je naredila svoje, ni bilo lahko, a prišlo je leto 1961, ko so se Ihanci zbrali pred hišo Janeza Urbanije, kjer je šola do tedaj gostovala, in v svečanem sprevodu odšli proti novozgrajeni stavbi. Po dobrih 20 letih je šola spet postala premajhna. Dogradili so jo in tako pridobili dve novi učilnici, jedilnico z večnamenskim prostorom in moderno kuhinjo. Leta 2007 je bila zgrajena še nova, moderno opremljena telovadnica,
prenovili pa so tudi učilnice ter zbornico. Zdaj je podružnična šola Ihan, podružnica osnovne šole Domžale pred novo širitvijo. O tem, kaj več v nadaljevanju spregovorijo župan občine Domžale, pa ravnatelj osnovne šole Domžale in vodja podružnične šole Marta Krabonja. Ta trenutek pa je spet čas za učence. 2 recitaciji bomo slišali, najprej pesem Prvič v šolo, recitiral nam bo Erazem Jančar, potem pride na vrsto tudi mladi recitator Matic Turšič s pesmijo Prvošolček. Tisto leto naša mačka je imela mlade 3. Vsak je zase bil igračka in zatorej tiste dni nisem nič rad poslušal, da bom kmalu šolo okušal. Pa so hlače mi sešili in kupili mi klobuk, staro čitanko dobili in dejali mi v podukt. Z Bogom, fant, in srečno pot, da postaneš kdaj gospod. Jaz pa tisti dan razreda nisem videl, ne klopi in še dolgo abeceda so bile mi muče 3. Z njimi v hosto smo se skrili in po svoje se učili. A ta šola, Bog me da, strašno slaba je bila. Strgala klobuk in hlače, moje lepe nove hlače in ostal sem teleban, kot sem še današnji dan. Očka vedno je govoril, uči se moj mali škrat in mi rekel, če boš priden, čakate cel kup nagrad. Danes končno sem izvedel, kaj bo, če se bom učil. Junija učiteljica svoje dobro bom zgubil. In zato sem trdno sklenil, knjigam zdaj slovo bom dal, rajši bom kar vseh 9 let v prvem A ostal. Zdaj en velik poklon še enkrat, da vam poslušalstvo zaploska. Hvala, odlična sta bila. Zdaj pa k besedi vabim gospoda župana. Župan, se bomo vam tudi ploskali, pridite bliže. Ja, Katja, to so moji konci. No, najprej seveda spoštovanje moje kolegice iz občine, spoštovani tisti, ki ste pritisnili da lahko naredimo to investicijo, spoštovani kolegi iz našega oddelka za investicije, spoštovani sodelavci iz urada župana, spoštovani investitorji, ki ste bili izbrani in upam, da boste upravičili naše zaupanje, nadzor, skratka vsi tisti, ki ste danes tukaj zato, da nam poveste, da bo tistega 1. septembra 2017 tule dejansko postala podružnica šola 9-letka, kar si vsi v Ihanu zelo želimo. Spoštovani ravnatelj, spoštovane ravnateljice in ravnatelji ostalih šol, spoštovani častni občani, posebno čast nam je, da ste prišli danes, da počastite tole našo prireditev, svetniki in svetnice, predvsem pa vsi starši in seveda tudi naši učenci. Torej, danes je en velik dan. En velik dan za Ihan, pa še prima je, ko se rima. Torej, tule v Ihanu se bo zgodilo tisto, kar smo tistega leta 67, ko sem jaz šel v to šolo in smo imeli 3 razrede. Zgodilo to, da bomo imeli 9 razredov, da bomo imeli telovadnico, jedilnico, mi smo jedli v razredih, kar se vidi. No, pa kljub vsemu, smo naredili tisto, kar bi verjetno naredil vsak, ki bi imel to možnost. Tole v Ihanu začnemo, oziroma že delamo, podružnično šolo, 9-letno in še kaj drugega, kar bojo seveda
v nadaljevanju tudi povedali naš ravnatelj in naša vodja šole. Veseli smo, ni samo 3 milijone 200, ni samo to, da damo denar v naš južni del občine in ni samo to, da želimo širiti našo šolsko mrežo, ker spomnite se tisti, ki imate otroke in so zdaj nekako na pragu šole, da smo enkrat nekoč tule že stali blizu in smo širili vrtce, delali smo vrtce, delali smo 10-oddelčni prizidek k 3-oddelčnemu vrtcu v Ihanu in skratka po celi občini poskušali narediti za naše otroke tisto, kar jim pripada. Tako da, spoštovani starši, spoštovani učenci, vsi tisti, ki ste zraven, ki nekako pomagate, da lahko te zadeve speljemo, hvala vam v imenu vseh tistih, ki bodo uporabljali tudi te prostore. Ne pozabimo tudi, da bo tule tudi knjižnica za vse krajane, torej zunanja enota, da bo tule 9-letka, da bodo tule otroci v vrtcu, ki bodo prišli v šolo in da v Ihanu končno naredimo nekaj, kar Ihancem pripada. Tako da, še enkrat, hvala vsem, ki ste pomagali in veselo in na delo gospodje investitorji, ob letu osorej pa otvoritev tam začetek septembra v novi 9-letki v Ihanu. Tako da, ne se ustrašati, mi bomo zmogli. Srečno! Hvala lepa, gospod župan, da ste potrdili, da investicija oziroma projekt ni pomemben le za Ihan in tukajšnje prebivalce, pač pa za celotno občino. Vas lahko zdaj še nekaj vprašam. Tudi vi učenci lahko dvignete roko. Kdo meni, da je šolski zvonec ena super zadeva od šole in pouka? Tamle vidim tudi neke roke, ja? Šolski zvonec je za marsikoga, ja, ena najljubših zadev spomina na šolske dni. Tako pa je naslov tudi naslednje pesmi, ki jo bo odrecitirala Amina Jusić. Sledila ji bo Tanaja Lori z recitacijo pesmi Branje. Šolski zvonec glasno kliče: Cici bani, kje pa ste? Čez zelene vinske griče, že jesen deželo gre. Strašno dolg čas je v razredu, šolski tabli in klopem. Strašno dolg čas zemlje vidu, dolg čas knjigam in rečem. Na peru že zvezek čaka, tabla krede si želi, v razrečki zbita sraka, da se česa nauči. Prvi razred že hitijo urne črke, A, B, C in številke se lovijo, slepe miši, 1, 2. Zvonec kliče, čas poletni je minil, noši že jesen čez griče, polne torbe hrušk in sliv. Bomo se sladkali z njimi in veseli v šolo šli. Zagotovo že po zimi bomo učenjaki vsi. Brati pomeni početi podvige. Brati je možno marsikaj, recimo grozdje in fige in knjige. In mar brati še kaj? Brati je nasploh enostavno. Črke hrustaš kot zalogaj. Teže pa je, a tudi bolj slavno. Brati pravilno in hitro nazaj, a nazaj se daleč ne pride. Pravo branje le dalje in dalje gre, čez črke in pike, čez vrte in hribe, Koromandijo ali še dlje. Amina, Tanaja, hvala lepa. Ja, vsaka prava šola ima tudi svoj pevski zbor. In seveda tudi podružnična šola Ihan ima pevski zbor, ker je čisto prava šola. In zdajle bodo skupaj s pomočjo Špelo Hribar, ki jih bo spremljala na kitari, zapeli
Dežela branja. Mnogo je lepih dežel se povsod, a najlepša je dežela branja. Krasne svetovno pesnic in zgodb, odgovora na vsa vprašanja. Knjiga živijo vsa čuda sveta, zaklenjena s tisoč pečati. Vanje ne stopi, kdo črt ne pozna, potuješ na konec sveta, v hišicah, janku in metki, ali pokukaš na 7 gorah, kjer živi pravlični detki. In zato mi pridne puške, beremo na noži in od branja svetle lučke, kakor sonca nas gori. In zato mi prihne bučke, beremo na noži in od branja svetle lučke, kakor sonca nas gori. Hvala lepa. Slišali smo že, da je investicija oziroma projekt zelo pomemben za domačine in celotno občino. Lahko pa si le predstavljamo, kako veseli so gradnja prizidka podružnične šole Ihan šele šolniki. Vsi ti, ki delajo z mladimi in ti, ki jim skušajo v najboljših pogojih nuditi kar se da široko vedenje in znanje. Zato zdaj k besedi vabim gospoda ravnatelja Osnovne šole Domžale, Uroša Govca. Spoštovani prisotni, za danes ste dobili vabilo k slovesni položitvi temeljnega kamna gradnje k prizidku podružnične šole v Ihanu. Pravzaprav pa ne gre za prizidek. V kratkem bo tu stal velik nov objekt. Tako ne bomo več govorili, da je šola v Ihanu stara nekaj več kot pol stoletja, ampak da imamo moderno novo šolo. Veseli me, da je občini uspelo v relativno kratkem času pridobiti vso gradbeno dokumentacijo za začetek gradnje. Zato bi se rad zahvalil občinski upravi na čelu z gospodom županom in vsem občinskim svetnikom, ki so gradnjo podprli. To bo seveda spremenilo tudi organizacijo pouka v Ihanu, predvsem pa bo spremenilo organizacijo šolskih prevozov, predvsem na relaciji Ihane-Domžale. Želim si, da bi bila gradnja končana v predvidenem roku, zato bom z zanimanjem spremljal potek gradnje, večkrat si bom ogledal, kako zadeva napreduje. Zato želim srečno graditeljem. Prepričana sem, da se začetka oziroma zaključka gradbenih del neskončno veseli tudi vodja podružnične šole Ihan, gospa Marta Krabonja. Lahko pridete bliže, prosim. Šolstvo v Ihanu ima, kot smo slišali, res dolgoletno tradicijo.
V vseh teh letih se je zgodilo mnogo pomembnih trenutkov in eden prelomnih trenutkov je bil zagotovo tisti pred skoraj natanko 55 leti, ko je na tej lokaciji, ampak tam čisto na drugi strani pri današnjem parkirišču, zrasel prvi delček naše današnje šole. V 55 letih je šola rasla. Tako kot so rasli šolarji, ki so hodili vanjo, in razširila se je prav do sem. Današnja postavitev temeljnega kamna za novo širitev je zagotovo eden posebno prelomnih trenutkov za Ihan in za ihansko šolo. Na tem mestu bo zraslo 7 novih učilnic. Svoj prostor boste dobili tako lokalna kot šolska knjižnica, tukaj bo tudi nova kuhinja. Zato mi je v posebno čast, da lahko v imenu vseh nekdanjih in sedanjih učenk in učencev, še posebno pa v imenu vseh nekdanjih in sedanjih učiteljev in učiteljic ihanske šole povem, kako ponosni smo, da bomo dobili 9-letno šolo. Želim, da bi gradnja potekala gladko, hitro, kvalitetno in da se čez 1 leto ponovno srečamo tukaj na tem mestu, takrat seveda v notranjosti naše nove šole. Hvala. Hvala lepa. No, pred slovesno položitvijo oziroma v današnjem primeru odkritjem temeljnega kamna k mikrofonu vabim še 2 učenki. To bosta Sara Primožič-Rupnik, ki bo recitirala pesem Medvedja šola, in Lano Komatar, ki se upira šolskim potrebščinam. V medvedji šoli sedijo medvedi in vrtijo debele oči in se potijo pri abecedi in se mučijo s piko na i. Sklanjajo medved, medveda, medvedu, štejejo urno od 1 do 100 in se brundajo v zboru pesem o medu, malo narobe, a vendar lepo. Na zemljevidu medvedje dežele iščejo lego medvedjih planin in se učijo, ki bodo cvele prve trobentice, teloh in brin. Šola je dolga, 8 razredov, ure in leta pa hitro beže in uspričevala malih medvedov same debele petice lete. Svinčnik je sklenil, da pisal ne bo. Uprla se je, naliv na pero. Torbica noče knjig več nositi, ravnilo se noče več šoli potiti. Radirki pa zdi se že zdavnaj za malo, da je iz dneva v dan je bolj malo. Tonček obupan ob mizi stoji, svoje upornike zvesto roti. Svinčnik moj ljubi, ne bom te grizljal, najdražje pero, ne bom več krcljal. S torbo kot žogo ne bom se igral, s tabo ravnilo ne bom se sabljal. Radirka, ne bodi huda za 2, brez tebe se v šoli živeti ne da. Obljubljam, da z vami bom lepše ravnal, zvečer vam bom po torbici mehko poslal. Postanimo to, kar nekoč smo bili, nas družijo spet nas te šolske klopi. Sara in Lana, hvala lepa. A mislite, da so učenci veseli, ker bodo dobili nove prostore? A ste veseli? Ja! A komaj čakate? Ja! A je fino hoditi v šolo, ne? Ja! A so učiteljice prijazne? Ja! A dajo veliko naloge? Ja! Samo se bojim, da s tisto idejo, da bi bila šola samo v nedeljo, ne bo nič. Kar treba hoditi še lepo v šolo. Ampak je fino, ker se veliko novih stvari naučite, ne?
Ja, zagotovo so tudi učenci tisti, ki se veselijo nove pridobitve. Nekaj misli o tem, zakaj se veselijo novih prostorov, nam bosta zdaj zaupali oziroma prebrali Lina Harambašič in Neja Dolinšek. Zakaj se veselite nove šole? Nove šole se veselim, ker bom tako ostala v Ihanu, saj mi je tukaj všeč. Nove šole se veselim, ker bom vanjo lahko hodila peš in se mi ne bo treba voziti z avtobusom. Nove šole se veselim, ker mi ne bo treba hoditi v Domžale, kjer nikogar ne poznam. Nove šole se veselim, ker bo v njej velika knjižnica. Nove šole se veselim, ker bo naša in se v njej zagotovo ne bom izgubila. Lina in Neja, hvala lepa. Tole je pa zdaj presenečenje v programu, zdaj boste pa še starši povedali, zakaj se veselite te šole. Zelo podobni odgovori bi verjetno prišli, ne, kot smo jih slišali od učencev. Ja, nič, draga gospoda, zdaj pa je prišel trenutek, zaradi katerega smo se pravzaprav tu zbrali. Prosim gospoda župana občine Domžale, gospoda ravnatelja in gospoda Borisa Hribarja. V tem trenutku bo predstavnik obeh izvajalcev, torej podjetij Asprimus in Riko, da skupaj poprimejo za prt in slovesno odkrijejo, ne bomo rekli položijo, ker je kamen zelo, zelo težak. Temeljni kamen. Tako, aplavz je na mestu. Z odkritjem temeljnega kamna je namera oziroma začetek gradnje prizidka zdaj tudi uradno resničnost. Iskrene čestitke, predlagam ja, da ta čas izkoristimo še za kakšno fotografijo. Gospodje, se lahko tudi malo nasmejete, ne? Table se primte, eventi primte table. Iskrene čestitke še enkrat, naj gre gradnja po načrtih. Preden zaključimo s tem uradnim delom prireditve, pa že zdaj napovedujem, da bomo slišali še nekaj pesmi. Najprej nam bo nekdanja učenka šole Špela Hribar, ki bo v nadaljevanju ponovno s kitaro spremljala tudi pevski zbor v skladbi Čudežna klop, zapela Pustite nam ta svet, sem si prav zapomnila, ta lepa od Vlada Kreslina. Tako, potem pa za zaključek še pevski zbor učencev podružnične šole Ihan s pesmijo Čudežna klop. Pravljice z papirja nam bežijo, junaki njihovi med nami oživijo. Vse naše pravljice zaklepamo v svet zase, na vratih piše le ni vhoda za odrasle. Pustite nam ta svet, nedolžen in drugačen, naj vsak, ki vanj je ujet, bo pristan, ne popačen. Vse naše pravljice so naše prve sanje. Kdor ne sanjari več, naj ne zahaja vanje. Vse naše pravljice so stvarnost
Šoje hop, šoje hop, hija, hija, hija hop. Šoje hop, hija hop, hija, hija, hija hop. Sada me ponese v svet, ja do morja in planine, se prehitro ura mine. Vidim mesta in gozdove, ljudih najgloblje rove. Štejem zvezde in otoke, spremljam reke do izvira. Od ravnine do snežine, nov pogled se mi odpira. Šolska hop, hija hop, hija, hija, hija hop, sada me ponese v svet. Hvala lepa. S čudežno klopjo tudi zaključujemo z uradnim delom današnjega dogodka. Lepo vas prosim, en velik aplavz še za učence podružnične šole Ihan, ki so se zelo potrudili. Pa veste, kakšna trema je, če tako pred tako publiko nastopaš. Ja, ni bilo treme. Pozam, jo. Spoštovani, hvala vam za družbo, hvala, da ste se odzvali vabilu. Še enkrat srečno z gradnjo, naj gre vse po načrtu, brez kakšnih nepredvidenih zadev. Seveda vabljeni, da še ostanete tu v prijetnem klepetu. Tamle so zelo prijazno pripravili nekaj sadja in tudi sladkih dobrot. Hvala lepa občini, šoli in vsem, ki ste pripravili ta lep dogodek. Hvala, lepo se imejte in srečno. To je. Samo pridemo, ne? Če pa res malo ne bomo pa nekaj se postavili. Nič mi sploh ne zanima. Jaz sem tukaj blizu doma, ne? Se najbolj se nič. Jaz sem to posle. Kaj?